V okviru čajank Splošne knjižnice Slovenske Konjice je bilo v sredo 10. aprila 2013 še posebej zanimivo, saj so v goste povabili dva vsestranska umetnika Toneta Partljiča in Petra Petroviča. Z njima je rdečo nit pogovora ustvarjala Konjičanka Heda Vidmar Šalamon in tako pripravila zanimiv večer. Peter Petrovič je po končani čajanki obiskovalce razveselil še s svojim slikarskim ustvarjanjem. Na ogled je namreč postavil svoje slike v mali avli Doma kulture Slovenske Konjice. Peter Petrovič je član Društva šaleških likovnikov. Na likovni koloniji ob Uni so pred nekaj desetletji ustvarjali slikarska dela skupaj z domačim umetnikom Arpadom Šalamonom. Takrat se je Arpad Petru približal in ga med njegovim ustvarjanjem dlje časa opazoval, saj je z nekakšnim mini čopičem nekaj packal po platnu. Po daljšem času se mu je približal in mu njegov čopič vrgel v vodo, v zameno pa mu je iz srca poklonil enega iz svoje bogate zbirke slikarskih čopičev. V Petru je namreč opazil veliki talent, ki mu nikakor ni pripadalo napačno orodje. Od takrat dalje ga Arpad kliče Peter Veliki Čopič. Postali so prijatelji na osebnem in umetniškem področju. S Tonetom Partljičem pa se je lokalni umetnik Arpad Šalamon spoznal pri rezervistih bivše jugoslovanske armade in pogosto sta se srečevala na vajah na Pohorju. Poleg obveznih vaj in nalog se je tam stkalo tudi prijateljstvo, ki sta ga ves čas ohranjala. Tone Partljič in Peter Petrovič sta nekaj časa sedela skupaj tudi v poslanskih klopeh. V prostem času sta med druženjem ugotovila, da imata v Slovenskih Konjicah skupnega prijatelja. No, jaz sem rekel, da bi rače povedal eno humoresko za konec, da jih razveselim, če lahko, ne. Eno erotično. O moji prvi poroki, če sta se na deželi imela dva v mojem otroštvu, kaj pred vsemi ljudmi rada, ali pa da bi se držala za roke, ali pa pred vsemi strastno poljubljala, kakor je zdaj navada pred vsako gimnazijo, odkar pa so 9-letke, pa tudi pred osnovno šolo, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. In mnogi, med njimi moj ata, so seveda trdili, da je to znak pokvarjenih časov. Deklica, ki bi imela preglobok dekolte, spodaj pa nobenega modrčka. Takrat se je začelo pojavljati mini krilo, dekleta, ki so kazala bedra. Kaj šele, da bi recimo imela majica, ki bi kazala popek s kakim šraufom, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. Zanimivo, da se odrasli ni zdelo nič čudnega, če smo otroci peljali kravo k biku, svinjo k prašiču, kozo k kozlo in če smo to uplojevanje lepo gledali. Tega je bilo okoli nas celo leto na pretek, no bolj so prišli ti umetni veterinari, ampak ko sem jaz bil otrok, ko sem peljal kravo k biku, me je mama potem vedno na koncu vprašala, Tonček, kak pa je bilo? Pa sem rekel, koliko sem jaz videl, je bilo v redu. To se jim ni zdelo nič narobe. In naš ata je tudi pohvalo Potelina, ki je vsako jutro naskočil čim več kur. Pridni, že veš zakaj. Skrbno smo se skrivali tudi, če smo šli lulat. Jezus, mene je bilo še posebej strah, da bi me kdo ne videl, kako držim bingveca v rokah in rumenim zeleno travo ali pa z rumenimi črkami pišem v sneg živel Tito. Po drugi strani pa je bila tudi zato, ko večja radovednost, kakve stvari imajo v drugih vlačkah, večje, enake, različne. In so fantje si včasih kje kazali svoje simbole moškosti. Jezus, če so zato zvedeli starši, učitelji, kaj še le gospod župnik. Ti dečki so bili tepeni in še dolgo se jih je držala sramota, da so neki umazanci in pokvarjenci, čeprav je šlo ne brž samo za otroško radovednost. Ampak pol smo zvedli, da je cela reč pri deklicah čisto drugačna. Jezus, to je šele narasla radovednost in ravno meni butlo se je zgodilo nekaj, zaradi česar sem bil bolj eno leto cel zmešan in preplašen. Loba je tako naša v službi na železniški postaji Pesnica, otroci smo mu nosili jesti na postajo, najprej v neki kanglici pa košari, potem pa v tistih porcijah, vse veste, 3 ali 4 rengelce obešene hkrati na nekakšen držaj. Pot je peljala po našem bregu, da se to med nošnjo vse lepo premešavalo, premetavalo, ni treba posebej praviti, včasih je bilo več juhe v porciji za solato, kot v porciji za župo. Šli smo torej mimo Mezgečevih, Krejačevih, skozi gozd, mimo Pojbičevih, ki so bili doma na spodnjem delu gozda in bolj proti postaje. Pri Pojbičevih je bilo zelo veliko otrok, tudi ne vem, zakaj so vsi v Pesnici govorili, tam se sploh ne umivajo, seveda smo jim bili krvični, ampak tudi, če sem jaz bil umazan, mi je mama rekla, umij se nisi Pojbičev. Imeli so pa tudi 2 deklici, ki sta bili ravno toliko stari, kot midva s bratom. In ko sem se nekoč vračal s postaje, kamor znese Atejo jesti,
me je v gozdu počakala Verica. Se je postavila na tisto gozdno pot pred mene, je rekla, počakaj malo. Kje si bil? Ja, nič, ate, jaz ne so jesti. A zdaj pa greš nazaj? Ja, no počakaj malo, je rekla. Naenkrat pa me je vprašala, Tonček, a si že poročen? Ne, sem se vstrašil. Pa ti veš, kak se da poročita? Ne vem, menda cerkvi, tele. Poj z mano ti bom jaz pokazala. In se je spustila v grabo, odkoder sem dobro vedel, da se nikamor ne vidi. Stopal sem za njo in smo tako in knedli od straha. Meni je bilo 9 let, nje pa še sigurno 2 ali 3 leta manj, ker še sploh ni hodila v šolo, ampak ko je prišla v grabo, je spet rekla, Tonček, jaz se bom poročila s tabo. Sem rekla, v redu, samo zakaj? Ja, ker je naša Lizika že porečena, Mezgečeva Cvetka, Peklarova Jela, ki hodi v 3. razred, ima že drugega moža, jaz pa bom šla zdaj v šolo, pa sem še brez. Jaz še tudi nimam žene, sem priznal in sem se tudi nekako začel sramovati, da sem še zmerom ledik pri 9 letih. Potem pa sem rekel, ja, v redu, samo kako? Samo nobenemu niti besede. Tudi če bi te tepli. Še najmanj pa tvoji materi, kvečemu na smrtni posli. Jezus, pojavil se cel kup vprašanj, kakva bo te zdaj ta poroka, da bi me lahko tepli. Pa, a se bom moral preseliti k Pojbičevim? Se sem vedel, da poročeni živijo v kup, ne? Ampak če se bom preselil k Pojbičevim, pol bi tako si vedli pa videli. Pa kak bo sploh s to poroko? Ne bo kaj bolelo. Pa je Verica že razložila. Poročila se bova tako. Šla bova na razen 2 metra, jaz bom rekla 3, 4 in se bova oba naenkrat slekla. Se bova dobro pogledala, jaz bom rekla 3, 4, se bova nazaj oblekla in bova poročena za celo življenje. Sem dobro čula strica, ki je rekel, samo za 5 minut sem dal hlače zriti, pa sem že poročen bil. Prijateljstvo, slikarstvo, nekaj malega politike in tople prijazne besede so obiskovalcem tokratnega srečanja ponudile prijeten večer. Hvala, spoštovani gostje, in obiščite nas ponovno na naših čajankah, ki jih pripravljamo za vas. Sedaj pa nadaljujemo večer nekoliko bolj sproščeno.